Tako, potem smo tukaj že pri prevzetih besedah, ki se tudi pojavljajo skoraj v vsaki maturitetni poli. In sicer vemo, da slovenščina z besediščem, kot ga pozna že od nekdaj, torej ne operira vsak dan. Zato v slovenski jezik, predvsem v zadnjem desetletju, zelo pospešeno prihajajo tuje besede, oziroma prevzete besede, ki nekako bogatijo naš slovenski jezik. In zagotovo jih je v vašem in tudi mojem slengu veliko. Zdaj, glede na to, do kakšne stopnje mi neko besedo prevzamemo v slovenski jezik, ločimo citatne besede, tujke in sposojenke. Citatne besede so tiste besede, ki so v slovenskem knjižnem jeziku, ampak so popolnoma neprilagojene. To pomeni, da se pravi, niso prilagojene ne zapisu, ne izgovoru in tudi ne pregibanju. Ker vidimo recimo dvojnega v-ja ali pa tega y v abecedi slovenskega jezika ni. Potem so tujke, ki so delno prilagojene slovenskemu jeziku, in sicer malo v izgovoru, pa tudi v pregibanju, recimo dieta, jazz, potem so tukaj recimo te znamke avtomobilov Renault, Peugeot, ker recimo tudi zaporedje dveh soglasnikov je v slovenščini ni navadno, ali pa zaporedje recimo dveh vokalov, recimo ija in eja. In na koncu so tu še sposojenke, to so pa besede, ki so torej v naš jezik prišle in so dejansko tukaj že zelo dolgo časa, zato so v slovenskemu jeziku popolnoma prilagojene, tako v izgovoru, zapisu, kot recimo potem tudi pregibanju, recimo pica, džins, kapučino, tudi recimo Coca-Cola.